Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v tokratni uri resnice na spletnem portalu Info360. Moje ime je Aljuš Pertinač, z nami sta naša stalna komentatorja Peter Jantič in Edvard Kadič. Naša nocojšnja tema pa je Logar ali Nika Kovač, kdo zmaguje. Peter, Edvard, toplo pozdravljena v tokratni debati. Mogoče midva začneva. Peter, kako bi ti ocenil to zdaj sicer še uradno, neuradno predvolilno kampanjo, ampak v resnici že zelo, bi rekel, vročo. Vidiš kakšne posebnosti, kakšne razlike s prejšnjimi predvolilnimi kampanjami. Nekako se zdi, da je občutek, da je tudi stopnja nervoze pri političnih akterjih kar visoka, mogoče celo višja, kot smo bili do zdaj navajeni. Izvoli. Nadgradnja prejšnje je, ne, že prejšnje so na delu pred volitvami Niko Kovač razglasili za Slovenko leta, ne, da bi to politično aktivistsko levice naredili bolj verodostojno, enako smo priča zdaj, ne. In tudi tale, bi rekel, nevladna vojska, ne, ki je takrat kolesarila na vso moč, ne, gospod tudi Jenull, ne, je zdaj še bolj v medijih in aktivna in tudi, kar priča smo tudi temu, da so ti mediji danes še bolj pokorni tem nevladnikom v narekovajih, za katere vsi vemo, da so politični aktivisti, ker se pač je ta sedanja vlada izvedla tudi neke čistke v medijih in si jih še bolj podredila, kot so bili takrat. Ampak to gre že tako daleč, da je po mojem stvar postala kontraproduktivna in da zdaj pa škodi, ne. Jaz mislim, da vladi sami, ne, njeni, kako bi rekel, avtoriteti in verodostojnosti in strankam, ne, ki so za tem, ne, ker ljudje pa tako zelo neumni, pa spet niso. Razen tega je zdaj pozicija drugačna, ne. Pred 4 leti so tile jurišali na oblast iz opozicije in so bili na nek način bolj verodostojni, ne. Zdaj pa ne, zdaj Nika Kovač vodi nek strateški svet za boj proti sovražnemu govoru Roberta Goloba. Ona je predstavnik oblasti, ne. In se pa v medijih predstavlja kot neka nevladnica, ne, pa je še kup drugih stvari, ki smo jo že v preteklosti opozarjali, ne. Ona je s svojim zavodom 8. marec v času te vlade obogatela, ne. Za 1000% so ji prihodki poskočili, ne. V zadnjem letnem poročilu ima 700 000 evrov prihodkov iz povsem neznanih virov. In noče povedati, kdo jo plačuje. Ne vemo pa, da jo plačujejo iz tujine in pravne osebe, kar je za kampanje strogo prepovedano, ne. Tole ne, zdaj nastopanje, ko vse to vemo in vse bolje to tudi pride do ljudi, vendar čeprav mediji to na vso moč skrivajo in o tem ne pišejo, ne, to je škodljivo, ne, to ruši verodostojnost celi tej vladni stranki, ker ne, če goljufajo tisti, ki na tak način na vso moč v njihovih medijih delajo, za njih pol so oni sami tudi goljufi, ne. Ja. Edvard, če mogoče nadaljuje tu, kjer je Peter nekako končal, ne, ko pravi nadgradnja je ta volilna kampanja prejšnje volilne kampanje, zdaj v prejšnji volilni kampanji za parlamentarne volitve zadnje govorim, smo bili navajeni, ne, da so neke te skupine pritiska, neke te kvazi civilne družbene organizacije, da so svoje recimo politični pol na nek način disciplinirale, ne. Vsi so morali priti tam na Trg Republike pa tiste loparčke dvigovati recimo po nareku, ne. Zdaj vidimo, da očitno v tej kampanji imajo nalogo, da disciplinirajo tudi politične tekmece, ne. Kaj ti praviš na to? Ja, tukaj se mi zdi poseben, predno se bom vrnil nazaj, ampak poseben vidik se mi zdi predvsem ta legitimacija, ki jo dajejo politiki, pravzaprav tem nevladnikom. In v zadnjem času smo imeli 2 taki legitimaciji, in sicer najprej Lojze Peterle z Jenullom v studiu in potem Anže Logar z Niko Kovač v studiu. Meni se zdi to popolnoma neprimerno. Zdaj, jaz lahko špekuliram o namenih, o nekih agendah urednikov, novinarjev in tako naprej, ampak če ti nimaš svoje osebne integritete toliko, da zavrneš, ne, v bistvu neke vrste o političnih temah sogovornika, ki je aktivist, ki lahko govori karkoli mu pade na pamet in zato ne odgovarja, ti si pa politik, ki imaš pač neko odgovornost za svojih volivcev, je to pravzaprav precej neodgovorno in do svoje kampanje in do nasplošno političnega prostora, nasploh, ne. Še posebej, če se zavzemaš za neko demokracijo in tako naprej. Okay. Če se pa zdaj vrnem nazaj na to vprašanje, je pa tako, ne. Pred prejšnjimi volitvami smo imeli ta pogrom, pravzaprav, kjer je bilo
tekma popolnoma neizenačena, in sicer 2 igralca proti 1, a ne, to se pravi opozicija takrat in nevladniki kot drugi igralec proti takrat poziciji, ki je danes večinoma pač v opoziciji. In ta zgodba se nadaljuje in ta izmaličenost slovenskega političnega in nenazadnje medijskega prostora je naravnost res je težko vzdržna. Ne? To navidezno vzpostavljanje nekega ravnovesja, ki naj bi bilo med nevladniki in politiki, je v bistvu samo po sebi oksimoron pravzaprav. Ne? Bom rekel, ptički na povejah čivkajo, ne, da nekdo, kateremu se denar dodeljuje skozi vladne odloke, ukrepe, sklepe, kakorkoli, pač ne more biti nevladnik. Ne? Enostavno ne more biti. Ne? In tukaj je potrebno zelo jasno potegniti neko črto, da katerakoli organizacija, ki se deklarira kot nevladna organizacija in prejema denar na tak način, se ne sme opredeljevati, deklarirati kakorkoli v zvezi s politiko. In pika, dvojna pika, kaj je že Golob rekel, končna pika, ne vem kaj. Ne? To je najprej. Ne? Drugo pa je, ne, da mi se glede na povezave v ozadju in glede na naveze, ki obstajajo pač v vsaki družbi, ne, tako obstajajo tudi v Sloveniji, se mi ne moramo izogniti pravzaprav tem vplivu in tem nagibanju ladje v eno ali drugo stran. Zdaj v evropski, te prebojenski volk, ne vem kaj naj sploh rečem, ideologiji, ki obvladuje javni prostor, in se zelo težko izognemo tudi v Sloveniji te v bistvu skoraj grozljive nagnjenosti medijskega prostora v levo in še posebej glede na to, da je slovenski medijski prostor pravzaprav relativno majčkan. Zdaj, to se pravi na leto, ne vem, se sproducira, res na pamet govorim, ampak ne vem, 50 novinarjev, recimo še to ne vem, če je. Ne? In zdaj ne samo, da se med sabo poznajo tisti trenutek, ko nekdo nekaj, pač se nekje zaposli, kakorkoli, pride do neke ožigosene indoktrinacije, vsega tega, no, kar na koncu pomeni ti si naš, ti si njihov in tako naprej. In se težko pravzaprav izognemo tej polarizaciji, glede na to, da je ta polarizacija na pohodu s to instant v bistvu družbo. Se pa še v teh kampanjah in ta kampanja bo mogoče celo zadnja na tak način, jaz držim pesti, da bo naslednja kampanja nekoliko bolj drugačna, no, bom rekel, je ta značilnost teh kampanj, ta trivializacija, pravzaprav tematika. Ne. Zelo malo je odprtih debat med politiki. Veliko več je komentatorjev, veliko več je raznih strokovnjakov do vse posod, ki to komentirajo, secirajo, kakorkoli. In glede na pravzaprav majhna medijska okna, ki sploh so na razpolago, termine in tako naprej, je normalno, da se ljudje polarizirajo in normalno je, da v resnici na koncu ne razpravljamo v bistvu o programih, ne razpravljamo o dobrobitih za državo, ne razpravljamo o tem, kdo je sploh kvalificiran, da bi tazga izpeljal, kdo je v kakšni ekipi in tako naprej, pa se ukvarjamo z, ne vem, od, da ne rečem, frizur, nastopov, do v bistvu dejansko nekih trivialnih stvari in podtikanj takšnih ali drugačnih ali pa namerno vzbujenih, to se pravi afer, recimo zdaj nazadnje imamo to, za katero jaz mislim, da je pač samo orodje, afera hamburgerji, kjer je v bistvu zadeva toliko trivialna, da je pravzaprav res zanimivo, da se verjetno o njej pogovarjamo zgolj izključno zato, ker je prišlo do tega navideznega ravnovesja, ki ga Pop TV vsiljuje med aktivistko in politiko. Jaz bi to rekel, kot novinar pa bi opozoril, da to je predvsem bilo nenavadno z medijev, ne. Mi smo imeli kraten intervju v Odmevih, pa v poznih poročilih Pop TV, teh dveh akterjev, nekih hkrati sploh nista mogla nastopati in to je neobičajno. Tak kraten intervju se dogaja sicer samo še, kadar nastopa predsednik vlade, Robert Golob. To je značilno, on je večkrat hkrati, nekaj je bilo kaj takega, da je to sporočiti, je nastopil točno za ta dva medija hkrati in to so urejali njegovi PR-ovci v teh dveh medijih, ki sta torej podrejena predsedniku vlade, on lahko določa, kako bojo tam delali. Ne. In tokrat so isto ravnali, ne. Pa videli smo še en neverjeten fenomen. Ne. V obeh medijih je Nika Kovač nastopala kot novinarka in urednica.
ona je postavljala vprašanja. In voditelji v obeh medijih so postavljali ista vprašanja kot ona in niso njej nobenih vprašanj v resnici postavljali. Ne? In kar je še bolj nenavadno, med drugim, ne, da se mora, to sem se celo hecal, ne, da je ravnala kot ljubosumna ženska, ne, ker je zahtevala, da mora Logar pojasniti nek svoj odnos do nekega drugega, neki poročen moški, do nekoga drugega. Ne. Ampak s kakim mandatom, ne, ker to, kar pravi, zdaj spadli je tako, kot da je ona zdaj tam nek sodnik, porota to sem in te rabel reči, v no, enem to sebi, ne. isto dilemo, ne, da mora pojasniti svoj odnos, ne, niso zahtevali pojasnila samo v tem soočenju, ampak je en teden prej, in tu sem se prej malo zmedel, ne, je en teden prej isto v Tarči zahtevala že Erika Žnidaršič direktno od Logarja, ne, ko je predtem to isto ta 8. marec javno vprašal. Tu vidimo, ne, direktno povezavo, kako novinarji največjih medijev v državi delajo za politične aktiviste in kot politični aktivisti. Ne. To pa je, kako bi rekel, nerodna slika za medije. Zdaj, Logar je tu bil dejansko v zelo nerodnem položaju, ne, ker je kot resen politik šel v takšno mlatilnico. Ne. Jaz mislim, da najbolj odgovorni politiki, ki imajo dolgo tradicijo, sploh ne bi pristali na tak pogovor. Gospod Golob ali pa Janša ali pa Han nikoli nekaj takega nismo videli. Najbrž si je gospod Logar to težko privoščil, ker je začetnik in nima prave stranke in je zato pristal. Zdaj, a se mu je to obrestovalo? Na začetku ste vprašali, ali je bil to zmagovalec ali poraženec. To pa je zelo težko oceniti. Jaz mislim, da tu so največji poraženec bili mediji, ne, ko smo dobili to sliko, da so podrejeni neki politiki, ne direktno. To sem pa hotel vprašati, zakaj vi mislite, da je recimo pristal na to? A je pač ocenil, da bo neudeležba mu prenesla več škode kot koristi, ali je ocenil, da so očitki tako hudi, da mora na njih odgovoriti? Ker vendarle Logar ni začetnik v politiki, ne? Drži, da je pač njegova stranka nova, da je na novo predsednik stranke, ampak je izkušen politik, vrsto let je že v politiki. Večina ljudi, ko spremljajo vse te v bistvu teatre, ki se dogajajo pred njihovimi očmi, preprosto pozablja, da je politika nekoliko specifičen posel, ki zahteva nujno zgolj, ali pa bom rekel skoraj izključno sledenje interesom. Torej, kadarkoli, kje srečate nekega politika, se morate vprašati, kaj on od tega ima. Ne? In v tem konkretnem primeru je bilo tudi moj ogled te oddaje enako pogojen z vprašanjem, kaj on ima od tega, in on je dobil točno tisto, kamor bi se rad nekako v očeh volivcev pozicioniral, to je nekakšna sredina. Karkoli zdaj že ta sredina pomeni, ne? Ampak zdaj, on je ves čas deležen, pa moram reči, jaz mislim tudi kar precej upravičeno napadal, to se pravi strani SDS, da jim je odnesel mandat, ukradel mandat, pravzaprav oba dva z Irglovo, ne. In tako naprej. Tudi jaz recimo sem nasplošno proti vsem tem menjavam, ko si enkrat znotraj parlamenta, ti si bil izvoljen na neki listi, a ne. To se pravi, tukaj so neki napadi in potem so te napadi pač z te, dajmo reči, te desne strani. A ne? In zdaj gre on v studio in se tam blamira pred neko, ne vem, aktivistko, ki ga od spred pa do zad pravzaprav poliva z neko gnojnico, da je tako reči, ne, zahteva od njega neke odgovore, kot enega majhnega otroka. In kaj on dela? On tam igra pobožnega, ne pobožnega, ampak poslušnega, ušesa dol, ja, pa se jaz nisem mislil, in se tako politično izmetava, po domače povedano, zato da čas mine in da pokaže, da on ni konflikten. In kaj dobimo? Dobimo napade z leve, to se pravi skrajne levičarke Nike Kovač, dobimo napade z desne in on je točno tam, kjer bi rad, da ga ljudje vidijo, na neki sredini, in on je povezovalen in on je umerjen in on preživi tam neki, v bistvu dobro vprašanje bi bilo na licu mesta, zakaj ste pravzaprav sploh prišel sem, če nimate nobenega pravega odgovora, ker so bili odgovori tam, da ne rečem kaj, kot bananin olupak. Kako ti to vidiš, Peter? Jaz mislim, da ima težavo, ker je pravzaprav imel tudi notranjo težavo, ne, v svoji tej novi stranki. Ne. Ja. On je dejansko, ne bi tam neki, če bi bil normalen, moral povedati, ne, da postavlja, pa tudi novinarjem, da postavlja vprašanje napačnemu. Ne. Tole nečednost, ki se mu očita, je zagrešil lastnik podjetja Larsen & Sven, ne,
ki je bil prej v Svobodi in je iz Svobode nedavno, ker je razočarana pač Golobom, to vlado, ravnanjem njihovim, zdaj prestopil k Svobodi in je tu menda pač nek svoj del svojih teh portalov uporabil za promocijo demokratov, kar bi ne bilo sporno, bi mogli njega vprašati, ampak tega nismo reči, ker bi sprožil spor znotraj svoje lastne stranke, ki se mu mora pa izogibati, ker ti prestopniki iz Svobode so drug pomemben del njegove stranke, o prestopnikih iz SDS, tako da je tu imel težavo, A je bil poslan ta Larsen Sven Hamburger k Logarju ali je prestopil? To se lahko zdaj vprašamo. Malo vprašanje, nasplošno tisto. Zdaj je bil poslan ali ne vem. Jaz mislim, da ta gospod v bistvu bolj kot ne oportuno išče nek svoj prostor pod soncem, pa ga je prej, ne vem, zdaj če to povežemo še zgodbo o teh hamburgerjih, pa ga je iskal v Svobodi, pa pri hamburgerjih, pa nekako se ni šlo, pa zdaj tukaj, pa recimo, da poskuša biti uporaben s tem, da ima tam recimo nekih 20,000 mrtvih sledilcev v bistvu na nekem profilu, ki tam stojijo, tja so verjetno prišli v želji dobiti nek popust za neke hamburgerje, in danes, leta 2026, to se pravi v tem digitalnem svetu, je to popolnoma nepomembno. Ti danes iščeš aktivne sledilce, to se pravi, da dodajaš neko vrednost in tako naprej, ne pa da tam visijo ljudje, ki čakajo popuste. To je zdaj to. Je pa vprašanje, v bistvu, ki se ob tem zadnji seveda sproža, je pa, kako lahko take trivialne zadeve pravzaprav eksplodira in eksplodira lahko samo v takih dimenzijah, če so načrtne, če so dogovorjene, če so v bistvu kako bi rekel, ciljane, in v tem primeru se je nazadnje tudi to zgodilo. Vse, še enkrat, z to dolgoročno koristjo ali pa predvolilno koristjo, ki jo želi nekako doseči v očeh svojih volivcev ali pa na splošno volilnega telesa, se prikazati kot pač nek sredinski, povezovalen in tako naprej. Ne smemo pozabiti, da tukaj je, bom rekel, kar precej očitkov o tem, komu gredo pravzaprav glasovi, ki gredo k njemu, in on ima pred seboj precejšen izziv, kako bo to v bistvu prepričal, da niso glasovi, ki gredo k njemu, nujno tudi kar po defaultu glasovi, ki grejo v bistvu k Svobodi. Ja. To bi še sam rekel, da tile prestopi, ki smo jim priča tukaj pri Logarju, iz SDS pa Svobode, niso toliko neobičajni, zato Nikino stran, pa Roberta Goloba. Robert Golob je konec koncev, on pa dejansko je, on iz LDS-a prestopil k PS, pa pol je bil SAB in pol je prevzel neko stranko zdaj, nekdanjega ministra, ki je moral odstopiti zaradi makete, gospoda Lebna, in tam so tudi uporabili to celo infrastrukturo, kar ko so prevzeli pa preimenovali v Svobodo in so pravi podobni primeri, pa tu ni bilo v medijih nobene razprave o tem, da je pa tu šlo za isto kršitev. Pa pazite, tu pa gre za predsednika vlade, pa največje stranke, pa ne govorimo zdaj še o tem, da je gospod Golob tudi, to je znano, iz GEN-I plačeval neke novinarje, predno je postal predsednik stranke, pa to še med tem, ko je postal in ko je bil v kampanji, jih je plačeval, gospod Vukovičevo neko podjetje. Znano je, da jih je plačeval, ni pa znano zakaj. Zanimivo je, da se taka velikanska hkratna razprava dogaja o nekem opozicijskem politiku, prestopniku po vrhu Logarju, nič pa o šefu vlade, pa predsedniku res velike stranke, ki normalno se mediji ukvarjajo s pomembnimi politiki, ne s takimi obrobneži. In on celo je dostikrat imel teh kratne intervjuje, kot je zdaj dobil nenadoma Logar z Niko Kovač, tukaj pa nič mene ne vpraša, to me res čudi. Ja, sigurno. Kdo je po vajenem mnenju zdaj aktiviral Niko Kovač? To se je sama aktivirala ali pa pač nekih navodilih? Je to del kakšne širše strategije? Ker vidimo očitno, da bo igrala še pomembnejšo vlogo v tej kampanji, kot smo bili mogoče do zdaj navajeni. Mislim, jaz predvsem vidim ta vidik posojanja medijev na uporabo tistim, ki jih na zlorabo, ki jih potrebujejo, in to je v resnici zaskrbljujoče. Ker ko mi vidimo recimo neko Tamaro Vonta, ki pride v studio razlagati o neki preiskovalni komisiji, predvsem skozi prizmo tožbe, ki jo je dobila in kjer je
pravzaprav v javnosti že dlje časa precej evidentno, da gre tukaj za zlorabo nekega inštituta, v bistvu, ki je namenjen popolnoma drugim stvarem, ne. In vidimo, da gre v teh nekih ključnih vidikih gre pravzaprav vedno za neke solo nastope, ne. Tako smo videli, ne vem, kako je Pečečnik hodil v studio pred časom, pač ne sam, se je pridružil nekim debatam in tako naprej, zdaj se je pač prišel praktično isti večer po tem izbruhu tega v bistvu afere, ali ne vem, kaj ne rečem, spraševanja ljudstva, ne, zakaj je potrebno to petje hvale premierju, ne, in on pride potem še na tale Pop TV in pojasni pravzaprav, da on ni pel hvale, ampak res je to dobro, kar je narejeno in tako naprej. Zdaj bom rekel, zelo zanimivo je to spremljanje, ne? Tako da zdaj, ko govorimo o tem, kdo je aktiviral, moramo vedeti, ne, da na levem polu po definiciji ni ene osebe, ne? Leva ideologija je ideologija kolektiva, kjer kolektiv avtomatično za sabo potegne razbremenitev odgovornosti, kar pomeni, da gre vedno za omrežja, kjer gre za neke dogovore, kjer se stvari pač peljejo, ne. In jaz sem že pred časom nakazal, tudi v tej oddaji, povedal, da bo ta predvolilna kampanja brutalna in zelo krvava, ne. Verjetno je ena bolj brutalnih krvav. Zakaj? Zato, ker bo ta teater, ki ga spremljamo v zvezi z Golobovo vlado in katerega smo prve zametke videli že na prejšnjih volitvah, boš tukaj kulminiral v tisto, kar smo že večkrat uporabljali besedo teater absurda do skrajnosti, kjer gre zgolj in izključno samo še za medijski boj, nič več pa za boj nekih programov in tako naprej. Jaz mislim, da tu nekaj za nič skrita omrežja, pa nič tako skrivnostnega. Glejte, zavod 8. marec je ustanovil Simon Maljevac, današnji minister. On se je kot lastnik in ustanovitelj umaknil tik preden je postal minister, ker bi to bilo pa res nezdružljivo. In on je postavil gospod Niko Kovač za direktorico tako imenovanega inštituta brez zaposlenih, ki je v resnici privatni zavod. Ustanovili so ga zaradi tega kot stranka, ker je na ta način mogoče strankarsko dejavnost financirati na načine, ki so strankam prepovedani. Torej od podjetij, ki dobivajo denar tudi od države in iz tujine. In tudi od podjetij iz tujine. In vse to se pri Niki Kovač in 8. marcu dogaja. In to po vrsti vsega lahko naredijo skrito. In to tudi delajo skrito. Mi ne moramo zvedeti, kdo jih plačuje, recimo za leto 2024 gre za več kot 700 000 evrov. Pa še ena velika prednost je, da so to naredili, ne. S tem se lahko Nika Kovač nenadoma v medijih, in v mediji to tudi predstavljajo njihovi, ne, kot neko nestrankarsko osebnost. Čeprav je ona znana aktivistka in je bila tudi v volilnih štabih Levice, pa to in so slike od tam in sploh ni skrivnost, ne, ampak mediji jo predstavljajo, kot da ona nima nič s politiko in zato ne veljajo pravila, ki sicer veljajo za stranke. Torej, da moraš ti uravnoteženo predstavljati obe strani. In mediji absolutno kršijo vsa pravila in ji dajo velikansko prednost. Ne, imamo dve organizaciji civilne družbe, ena, ki je pro-life, ne, druga, ki je obratno, ne. Nika pa še druga gospa, ne. V medijih vidimo samo in izključno eno, druge pa nikoli. Celo prepovedali so je nastope, je bilo na častnem razsodišču in častno razsodišče je reklo, da je to čisto v redu, da tem, ki se pa zavzemajo, ne, za pro-life, se pa lahko onemogoči nastopanje v medijih, ne. To govorim, ne, da je to namerno narejeno in mediji pri tem goljufanju, namernem, netransparentnem poslovanju s tem političnih strank sodelujejo. In to je, mislim, da je za medije zelo nevarno tudi, ne, ker njim jemlje verodostojnost. Vprašanje je bilo, kdo stoji za tem. In jaz sem rekel, da stoji omrežje, ti pa praviš, da stoji Nika Kovač. Ne, Simon Maljevac je ustanovil Niki Kovač, njen zavod in to je politik Levice. To on je del tega omrežja, ampak mi vemo, kdo je. No? To ni neznana oseba. To je v javnih evidencah, lahko vsak bedak najde v 3 sekundah. Zakaj ga potem ni še nihče tožil za to? Zakaj? Se to je naredil legalno. Oni so si namerno naredili takšno pravno ureditev, oni določajo zakone. Levica, oni so tudi strankarsko zakonodajo tako določili. In
za te luknje vejo in jih namerno izkoriščajo. Ne. Druga stran jih malo težje izkorišča, ker ne vlada. To dosti lažje vladar naredi, ta preusmerja lažje denar na svoje nevladne organizacije, kar tu počnejo. Vse to ni edina taka nevladna organizacija. 1. maj SD-ja, ne, je čisto ista in tam smo videli te nenavadne posle ob tistem nakupu one stavbe, ne, kjer smo zvedeli, ne, da pa isti tudi za SD-je neke stvari na veliko plačujejo in ravno tako je bilo financiranje netransparentno, samo da je potem ven udarilo, da so državna podjetja. Ali pa pri NSI-ju vidimo isto, ne. Ko zdaj Tamara Vonta jih kritizira, da so jih plačevali tajkuni, ki so bili vsi na poroki od Roberta Goloba, ne, recimo lastnik Dela, pa še kup takšnih. Ne. To so ti levi tajkuni, da so nezakonito financirali NSI. Tam je to bizarno, ne, ker tam bi Vonta morala v resnici proti tem pomembnim direktorjem iz njenega kroga sprožiti postopke, pa nobenih postopkov ni, ne, kar spet dodatno kaže, kako zlorabljajo, pa ne, ker oni vejo, zakaj gre, ne. Kako zlorabljajo to, da zdaj pri opozicijski stranki to dajejo, ne za predvolilno kampanjo. Ne? No, ampak vseeno. No. Zdaj, mi vsi poznamo ta imena. Mi vsi špekuliramo s tem, recimo, špekulirajo s tem, kaj je kdo. Na koncu priješ do omrežja, ki delujejo usklajeno. Če se pojavljajo strani, ki načrtno blatijo nek podsistem, kot je bila recimo spletna stran, dvoživke in podobno, kjer gre za direkten napad na nekaj, kar pomaga temu sistemu, to se pravi državi in nam kot državljanom preživeti. In če znotraj tega ne delujejo obveščevalne službe in organi pregona tako, kot bi morali delovati, potem ti po definiciji pri tem nimaš nekih imen, pa neke osebe v ozadju in tako naprej, ampak imaš šefa obveščevalne službe, imaš šefa kriminalistične policije, imaš šefa, to se pravi policije, notranjega ministra in tako naprej, ki dovoljujejo, da te stvari delujejo. In kar pomeni, da ti govoriš nujno o povezanem omrežju in ne nazadnje smo bili v zgodovini Slovenije, pa sploh v zadnjem času že tolikrat priče o tem, kako so neke ovadbe romale v koš, ki so bile pravzaprav praktično pred očmi javnosti izpeljane, to se pravi dejanja, ki so potem sledila v ovadbe. Na drugi strani pa se dobesedno lovimo kurje tatove in se, ne vem, sodnice opravičujejo za neka dejanja nekih ljudi po cesti, ki so evidentno v nasprotju z zakonom. Mi smo spremljali 2 dni nazaj, to se pravi nek prispevek oziroma kar precej široko razpravo, mislim, da tudi v Tarči, o tem, ali je upravičeno, da se uporablja, to se pravi socialna podpora za plačilo kazni. Res je dobro vprašanje tukaj, ki ga je izpostavil direktor, to se pravi finančne uprave. Čakajte malo, če mi vsi plačujemo in mi vsi vzdržujemo ta sistem, nekdo pa evidentno krši in jemlje denar iz tega, kar dobi. Ja, mislim, jaz ne razumem, kaj bi potem še radi dopovedali, zakaj in kako. Torej, če na vprašanje, kdo je v ozadju vsega tega, imamo eno omrežje imen, nekaj jih prihaja iz medijev, nekaj jih prihaja iz obveščevalnih služb, nekaj jih prihaja iz pravosodja, nekaj jih prihaja pa iz politike. Če te stvari ne delujejo organizirano in usmerjeno, potem imamo kaos. Če delujejo pa organizirano in usmerjeno, imamo pa absolutno prevlado neke opcije, ki si je uzurpirala pravzaprav glavnino kanalov funkcioniranja neke države. In to imamo v Sloveniji in to imamo v Sloveniji v leta 2022 in danes se vedno več, takrat so še veljali za neke razumnike, danes jih jaz niti ne imenujem, več kot razumniki sprašuje, kako je mogoče, da smo v toliko kratkem času pravzaprav v tej državi prišli v tako stanje, v neko diktaturo, kjer se ljudje bojijo na glas povedati, kjer smo samo še pol koraka od tega, da bomo približno tako, kot spremljamo po omrežjih v Angliji oziroma Veliki Britaniji, ko policaji trkajo na vrata, medtem ko, zdaj bom mečkam karikiral, v sosednji ulici posiljujejo pač nekoga, temu pa trkajo na vrata, ker je napisal, kakšne barabe so v teh ulicah, in to je ta tragedija. Iskanje odgovora na vprašanje, kdo točno stoji za tem, je samo po sebi pravzaprav toliko zmuzljivo, da je vprašanje, ne bom rekel, da ni na mestu, ker nočem biti zdaj, bom rekel, žaljiv, sploh ne, ampak hočem reči, da je zato je nujno
v bistvu, da so vsi te razumniki in vsi te, ki opažajo vse to, vprašajo pred naslednjimi volitvami, koga voliti. Ne? In tukaj je še eno dobro vprašanje, ne? Da je to nihalo, ki ga je Golob uspel, bom rekel, ne samo ga je Kučan drži, oziroma ta odbor nek v ozadju ga drži toliko nagnjeno levo, ga je Golob uspel poriniti še dlje. Ne? In mora zamahniti nazaj. Midva se načeloma strinjava, jaz sem to pravim, da ne gre za neznane ljudi. Jaz kot novinar se vedno trudim, da za vsako stvar dam zadaj ime in priimek. In tudi tukaj, zdaj, ko si govoril recimo o tem fenomenalnem boju proti dvoživkam. Ne. Ja, vladna koalicija se na vso moč bori proti dvoživkam, to je tisti, ki delajo, ki so koncesionarji, pa še delajo zasebno. Ne. Hkrati pa Tamara Vonta, imajo družinsko podjetje, ne, v Kulisti, ne, ki je v zadnjih 10 letih od zdravstvene zavarovalnice potegnilo 4 milijone evrov, ne. V zadnjem času te vlade so jim prihodki celo močno narasli, ne, in izvajajo koncesionarsko dejavnost in samoplačniško dejavnost. In so torej dvoživke. Ti isti, ki nam vladajo in ki se borijo proti dvoživkam, sami z družinskimi podjetji služijo od države kot največje dvoživke. Imeli smo celo ministra za zdravje na začetku, ne, ki je bil borec proti dvoživkam, pa je imel zasebni zavod on, pa delal še pri drugem zasebniku, ne, v Ljubljani pri Bitencu. Bil je troživka. Ne. Pa imamo predsednika vlade, ki je predsednik vlade in ima zasebno podjetje, ki ga je nekoč naredil kot direktor državnega trgovca z energijo, ne, Star Solar, ne, ki prodaja elektriko državnemu borznu, katerega vodi nekdanja kandidatka Svobode, te iste stranke, ki je bila tudi zaposlena v GEN-I, ki jo je Golob nastavil tja. In večina prihodkov tega zasebnega podjetja, ne, ki jih je bilo v zadnjih 4 letih za milijon evrov, ne, je točno tu z borzna. Državnega. Ne? To so vse čisti primeri dvoživk. Se, Peter, ne smemo pozabiti, da je ta boj, ne, to sveto vojno proti dvoživkam sprožil pač v bistvu prav dvoživka slovenska, ne, tudi bivši minister za zdravje Dušan Keber. Ja. Lejte, pa če govorimo o imenih, ne, ta predsednik vlade je nekoč povedal, da on niti slučajno nima nikjer v tujini nobenega računa, potem smo enega najdli, ne, tudi jaz sem to razkril, ne, tam pač na Raiffeisenu, potem je rekel, da je to ukradena identiteta, ne, ampak zdaj pri tem Star Solarju, ne, ko se je ločil od žene, pa je padlo lastništvo na njega, smo opazili, da ima tudi račun v tujini. In to na banki, kjer dela Lidija Glavina, ki je bila nekoč šefica SDH-ja. In to v času, ko je neko podjetje Providenta, ne, dobilo posel na Telekomu, iz katerega so na letni ravni dobili več denarja kot sin Janeza Janše v 2 letih, kot zdaj poročajo. Ne? In podpisal je to pogodbo nek novinar, necenzuriranih, ki danes v parlamentu delajo za gospod Tamaro Vonta in je dobil za to politično delo za Tamaro Vonta kot novinar, ne, 70,000 evrov, kaže Erar. Lejte, te stvari, ne, so vse z imeni pa priimki, to hočem reči. Dobil je kot novinar avtorizacijo pogleda v podatke, ki se dobavljajo. No, to hočem reči, tu ne gre za neko skrito, tajno omrežje in novinarji tudi, jaz pač delam kot novinar, novinarji se izogibamo nekim tem anonimnim, tajnim omrežjem, mi pač dejstva predstavljamo. To, kar sem povedal in o tem tudi pišem v mediju, ne, so dejstva. Vse je z dokumenti dokazano, razvidno je v Erarju, na iPesu, v letnih poročilih, vsak lahko preveri. Ne, gre za omrežja, to je stvar politikov, da o tem, pa Nik Kovač, da o tem govorijo. Ne. Jaz probam vendarle z imeni pa priimki. Ne. Na eni in drugi strani, sej tudi na desni je lahko problematično. Ne. Apropo imen in priimkov, zakaj vidva mislite, da se je Nika Kovač lotila Anžeta Logarja? On sam prvi prišel na vrsto ali je tukaj globljega zadaj? No, jaz mislim, da je Nika Kovač se njega lotila preprosto zato, ker je ocena, da je njegov potencial nagovoriti največ nekak potencialnih volivcev na levi v bistvu verjetno največji. Ne? Zdaj Prebilica je izkazal ne kot prav posebej perspektiven kandidat levice, oziroma je pač v nekem tem, dajmo reči, navideznem soočenju med njim pa Logarjem je
verjetno je pri Logarju večji potencial. Ja. In jaz mislim, da je to skoraj nujno nekako sledilo in je to verjetno samo šele začetek tega brutalnega boja, ki se bo odvil v februarju in pač seveda potem do 22. marca. In je zato, jaz mislim zato. Pa še nekaj moramo vedeti, da Stevanović se je recimo izkazal kot sicer močen kandidat na nek način, ampak več kot očitno je v zadnjem času bilo preveč v javnosti teh informacij okrog njega v zvezi z nekimi starimi, ne vem, ali je bil odpuščen ali ni bil odpuščen, ali je bil obtožen, obsojen, res ne vem, zdajle, ampak ogromno je bilo teh informacij. In zanimivo, da z enim pogovorom o hamburgerjih je to odplakneno vse ven iz medijskega prostora in ja, v tem mesecu pa pol, zdaj do volitev, bomo bili priča mnogim tovrstnim zgodbam, ki bojo držale samo en dan, ker je in interesentov in akterjev in bom rekel sama gneča teh ljudi, ki je v medijih v tem trenutku, ki morajo svoje nekako povedati, se predstaviti, nekaj narediti, bomo verjetno spremljali mnogo teh enodnevnih afer, ki so vse same po sebi verjetno na eni strani res trivialne, na drugi strani pa hudo resne, pa bojo držale samo en dan. Gre za ponovitev tega, kar smo videli že pri gospodu Virantu. Mislim, da je drugače to, da je Virant okazalo še bistveno bolje. On je bil celo na vrhu. Ja, on se je boril za zmago. Ustanovil je tudi stranko dosti pozneje, tik pred volitvami, kar je na nek način boljše in po njem so z leve z istim razlogom zdaj udarili, kot udarjajo po Logarju. Identičnim, tam je šlo, da so mu pač očitali, da je prišel pocen do neki kart, kar je razgrdo, zdaj pri Logarju česa takega nimajo. Gre za to, da mu odzamejo volivce leve sredine. To je glavni cilj in da ga potisnejo čim bolj k Janši, da bi kradel Janši, to je pa drugi cilj. In zato je Nika Kovač tako vpila frenetično na obeh televizijah, da mora Golob zdaj pojasniti svoje razmerje z Janezom Janšo. To je bizarna zahteva. Logar z Janšo. To je bizarna zahteva, kar mu je postavljala, da mora neko razmerje pojasnjevati z njim. To dejansko nezakonci, pa tudi sprti pari počnejo. To je namerno počela. Zdaj, tudi naš vtis, da je to ona počne, je napačen. To jih počne veliko več. To lahko beremo v vseh teh levih medijih. To je necenzurirano, to je Mladina. In to sta počela, ko sta jo povabila Pop TV in RTV Slo. To je skupen projekt vseh teh velikih medijev. Nika Kovač je zgolj izvajalec, ki to počne za, bodimo pošteni, Roberta Goloba. In bo uspelo. Mislim, tako je, osnovni okvir se vleče tukaj še izpred prejšnjih volitev. To se pravi, Janša je slab. In zdaj tukaj v tem konkretnem primeru, to se pravi ta okvir, ki je bil takrat vzpostavljen, in v tem primeru pa gre, Logar je enako Janša. In se ga s tem poskuša odriniti, to se pravi ta levi pol, ga poskuša odriniti proti desni. Zanimivo je, da mu verjetno s tem delajo na nek način tudi uslugo. Jaz sem malo hecam, pa rečem, da mu Nika Kovač pa Levica na tak način v bistvu delajo uslugo, ker kaj dela, on pač mirno nastavlja hrbet, naj se tolče po njemu, in s tem poskuša prikazati to njegovo, kako bi rekel, nekonfliktnost, in zbujati upanje v levih volivcih, da če bo desnica in on zmagala in on prišel v parlament, da bo v bistvu povlekel Levico, o čemer je on tudi javno že večkrat govoril, da bo, če bo prišel zraven, če bo v taki vlogi, da bo v bistvu ne bo pristal na neke dogovore znotraj vlade, da bo neko levo stranko noter potegnil, in jaz pač lahko tukaj seveda špekuliram, ali bo to cena, ki jo bo plačal za medije, ki se mu posojajo, zato da se vse te drame pač odvijajo, ali bo zaradi kaj drugega, ampak na koncu dneva pa, to se pravi, na eni strani pritisk z desne, ker češ, kaj si naredil, na drugi strani pa ti si isti kot tisti, od katerih si šel ven, ga pozicionira točno tam, kjer bi on v bistvu rad bil, in to je na sredini. In mora samo zdržati vse to blatenje, pljuvanje in vse to, kar pa se lahko potem pridemo do tistega sklepa ali pa predloga, kjer sem ga jaz dal mečkam prej, da kadar presojamo dejanja politikov, se moramo vedno točno vprašati, bistveno bolj kot v drugih branžah, kaj točno on dobi s tem ali pa ona dobi s tem.
in v tem primeru dobi jasno pozicioniranje. Smo imeli velike težave v vladi s tem, da bi jim to uspelo. Ne? Ker delajo strašne napake. Takoj zatem se pojavi spet eden od tajkunov, velikih podjetnikov, ki so bili na poroki pri Golobu, ki pa tam pač novinarki na Finance sporoči, hej Mucka, mi boš dala naslovnico, zato da bom jaz delal reklamo Robertu Golobu, z tem, da ga na vso govoriš o Jocu Pečečniku. Ja, hvalim za neko stvar, ki sploh ni njegova, ki se dogaja v parlamentu in sploh še ni sprejeta. In to je, pazite, tu smo priča nekemu ravnanju podjetnika, ki celo govori v imenu skupine podjetnikov, ki je neskončno hujše od tistega, kaj se očita Logarju pri teh burgerjih. To je pa res hudo. To pa je katastrofa od kako bi rekel, zlorabe položaja podjetnika za to, da promoviraš nekega predsednika vlade, kar je prepovedano pri nas. Ne smeš finančno pomagati, tudi brezplačno ne smeš pomagati kot podjetnik, lahko zgolj kot zasebnik. On je pa v imenu celo združena podjetnikov v času kampanje to naredil. To so tako hude. Sicer rekel, da ni res, da je v svojem imenu. Ja, jaz sem dopis dobil v imenu to so te institucije. Stvari, Zdaj, pozneje se je sicer umaknil, pa je rekel, da se z njim ne strinjajo mnogi in da je to zato v osebnem imenu. Glejte, tudi če je kot podjetnik osebno, to on bi moral reči, da to nima, niti kot podjetnik ne, da on to osebno kot prijatelj od Goloba, ki je bil na njegovi poroki, ga zdaj na vso moč podpira. Ampak mi verjamemo. Ampak to hočem reči, za takimi nastopi, pa za Niko Kovač, ki frenetično vpije, da mora razkriti Logar, kakšno razmerje ima za nekom. Jaz mislim, da s tem ne bojo zmagali volitev. Še posebej ne glede na to, da je skoraj nično gospodarsko rast v lanskem letu, ki je dramatično upadla, glede na milijardni minus v proračunu in težave, ki so pri tem. Celo vsi ti bombončki, ki jih delijo, ne pomagajo. Mislim, da bi morali, če hočejo zmagati volitve, bi morali se bistveno bolj resno postaviti in bolj potruditi. Tega pa jaz do zdaj še ne vidim. Verjamemo Pečečniku, on res misli, da je vlada Roberta Goloba naredila kaj veliko za podjetnike. Ali to govori zato, ker pač mora, oziroma si od tega obeta neko korist? Mislim, tako je. Podjetništvo samo po sebi je nek, kaj ne rečem, to ni poklic, tako kot rečeš odvetnik ali pa zdravnik ali pa karkoli. Podjetništvo je taka specifična dejavnost, nek tvoja motivacija v ozadju, da se razvijaš na tak način, in zahteva neka specifična znanja in v bistvu ne zahteva nobenih specifičnih predispozicij, razen to, da si iznajdljiv. In znotraj, to se pravi, da slediš nekim svojim sanjam, iznajdljivosti in tako naprej. In znotraj tega se naberajo različni ljudje. Nekateri se radi malo kažejo, drugi so radi pomembni, tretji se skrivajo, da bog ne da bi sosed zvedel, da si on kupil nov avto. Nov avto si pa kupil zato, ker 10 let ni šel na dopustne nič in je prišel do tistega avtomobila. Tako da različno. In pri Pečečniku smo že večkrat videli to njegovo neko ambicijo, potem, da se rad pride v javnost pokazati, da se rad kaj pohvali, da v bistvu rad... Bere levite, Ja, pač ima nek tak vidik. Zdaj, jaz mislim, da je bila velika napaka, da je to naredil nasplošno. Mislim, ne glede na ambicijo, ali je to ambicija v bistvu, da bi Golobu ugodil, ali pa da bi ambicija povedal, da je neki Golob dobrega tudi naredil. Ni toliko to pomembno, ampak sama po sebi je napaka. Ker tisti trenutek, ko podjetnik vstopa v politiko, je pač to v bistvu, kaj ne rečem, nek hibrid pravzaprav med podjetništvom in politiko, preprosto zato, ker si obeta neke dobrobiti od politike. In recimo ena taka, in zato je bila prva špekulacija, ki je zaokrožila po javnosti, da je verjetno špekulira, kako bo tisti bežigrajski stadion do konca zrihtal. Tisočletne sanje. Recimo taki hibridi so recimo te agencije, ki merijo javno mnenje. Mislim, zdaj trbentate o ne vem kakšni neodvisnosti in tako naprej, zato pa je toliko špekulacije v ozadju, ker si ves čas odvisen od nekih akterjev, ki pa so politični akterji. Tako da pod črto bi jaz rekel, da je bila to napaka, da bi podjetnik kot takšen zelo dobro in zanga in da se nasplošno nekako
pazi to vrstnih izjav ali pa opredelitev, še posebej pa kot predsednik nekega takega, pravzaprav, ne vem, elitnega v slovenskem prostoru, kakorkoli to obračamo, ne, je v SBC-ju pač v članih 500 podjetij in to niso kar tam nekdo, ne, ampak to so ljudje, ki v bistvu so pokazali, da nekaj znajo in da tudi nekaj imajo in da v bistvu imajo neke ambicije. In v tem imenu, kakorkoli, zdaj je že kar je, a je šel on v tem imenu ali ni šel v tem imenu, jaz sem ga tudi razumel, kot da je šel tudi v imenu SBC-ja, glede na to, da je bil podpisan kot predsednik SBC-ja, je to, jaz mislim, to strateška napaka. No? Jaz bi opozoril, kako strašno na te gre tu vsebinsko. No? Tu se pogovarjamo, da je gospod podprl spremembo zakona o delitvi dobičkov zaposlenim, ki ga imamo že zdaj. Pa je problem v tem, da ne deluje. Zdaj, kdaj se spreminja ta zakon po nekem nenavadnem postopku? Tik pred volitvami, v času volilne kampanje. Kdaj bo sprememba, ki še ni uzakonjena, parlament še ni odločil, začela veljati? V času naslednje vlade. Ne v času te, ki je vladala 4 leta in bi to v 4 letih lahko uredila, da če misli, da je res nujno bil, da je njihov prejšnji zakon bil toliko za nič, da mora boljš narediti, bi to že lahko davno naredili, pa niso. In da v času, ko torej med kampanjo začnejo popravljati nekaj, ker so zavozili prej dolga leta, pa nek podjetnik to na vso moč podpre, gledajte, mi vsi vemo, da je to pač poročno darilo gospodu Golobu. Pa še neko stvar je treba opozoriti, ko gre za te delitve dobičkov, pa pred novim letom so mimo vseh proračunskih načrtov že delili dobičke. Kaj pa je ta zimski regres, kot so rekli božičnica, kot delitev, načeloma bi to mogla biti delitev, če ima podjetje dobičke, za božič še nekaj zaposlenim. To je vsaj na zahodu tako. Pri nas pa je tako, da se, čeprav tega ni v proračunu, ta denar deli zaposlenim v javnem sektorju. To so naredili za novo leto. In podjetniki so takrat opozarjali, da to ni najbolj okej. In zdaj spreminjajo zakon, da bojo še bolj delili dobičke zaposlenim in en od teh podjetnikov, njihov predstavnik, na vso moč to hvali, pa še ne bo veljalo niti v te vlade. To je, gledajte, to pa res, po mojem, to pa je težko razumeti. Jaz vem, je že kar nekaj časa bila razprava okrog te delitve, to, kar je zdaj naj bi se premaknilo. Na tem področju je v Sloveniji huda, bom rekel, pravzaprav grozna zakonodaja tudi pri tem, če želiš ti kot podjetnik svojemu zaposlenemu dati recimo delež podjetja. Je to, mislim, v Sloveniji je to praktično res zahtevna operacija, kar je od zunaj pravzaprav normalno. Da se tudi na tak način podjetje zagarantira do svojih zaposlenih, zato da bo prosperiralo naprej. In je zanimivo, da je ta zgodba o deljenju dobička in vseh teh pod nekih še drugih vidikih dela na področju podjetništva že res dolgo časa odzunaj, pa da se nobena vlada tega noče lotiti tako, kot se zagre. Tako da... Jaz bi bil še malo bolj previden. Mi nismo normalna zahodna kapitalistična država. Pri nas se je iz tovrstnih delitev dobička poskušalo privatizirati vsa največja podjetja, recimo igralnice. In tej privatizacije so izvajali direktorji teh podjetij, ki so na veliko kradli denar državnih podjetij, da bi postali lastniki. Povejmo to naravnost. In takšni nam danes vladajo. Gospod Golob je v GEN-I-ju dobil za 1 milijon evrov več v 4 letih plače in nagrad, kot je največ dovoljeval Kramarjev zakon za direktorje državnih podjetij. Ampak to je dal dobrodelne namene, je rekel. Pa še več kot 1 milijon nagrade bi moral dodatno, ob tem, kar zdaj govorim, dobiti, pa je rekel, da bo dal v dobrodelne namene, potem, ko smo mediji upozorili, da je pa to pa res že too much, in na koncu ni dal za dobrodelne namene, ampak se je temu odpovedal, ker tam bi šele bil zaplet, ker bi mogel davke plačati, pa vse mogoče, bi se tudi videlo, da je to dobil. Tako da jaz bi bil pri teh obljubah, ki jih dajejo, kaj se bo v času naslednje vlade delilo vse zaposlenim, zelo previden. Ko gre za podjetja, pa me še posebej skrbi, ker sem danes spet bral, da v Mariboru se en velik lep v celoti seli v tujino in bojo vsi delavci izgubili ne samo to upravičenje do tega, da dobijo del dobička teh tujih lastnikov, ampak tudi službe. In to vsi.
Ne? To je tisto, kar bi morala neka normalna oblast bolj gledati, po mojem. A ste videli, opazila, da praktično ni bilo podjetnika, ki bi rekel, da se strinja s to izjavo Joca Pečečnika, da je ta Golobova vlada naredila veliko za podjetnike. Jaz moram reči, da me Sam nasprotovanja so bila. Presenetili so me te žolčni odzivi, v smislu, da je, bom rekel tako, tudi če se jaz ne strinjam s tem, kar je v bistvu naredil. Se nisi razjezil. Ja, ne, ampak tako me je presenetilo, da sem bil končno enkrat na pravi strani tega splošnega sentimenta, da nekaj res ni v redu s tem in da kar se je pa pokazalo še nekaj, kar se mi zdi zelo zanimivo. Jaz sem že večkrat v preteklosti govoril, da so razne podjetniške stranke in tako naprej, da je to vse skupaj nič. Da podjetniki imajo to svojo ambicijo uveljavljati neko svoje, ne vem, materializirati neko svojo energijo skozi podjetja, skozi to, in niso neka niti sila, niti nič posebenega, kar se tiče politike. Mogoče bi bilo dobro, ne vem, na področju financiranja političnih strank in tega, kaj urediti, da tisti, ki se res želijo angažirati v politiki, da lahko, ne vem, to podpirajo, donirajo, ne vem sploh kaj in kako, ampak sama po sebi pa to pravzaprav brez veze. In v tem primeru vidimo, kako je pa res zanimivo, kakšen pomp se je dvignil in več ali manj se je dvignil pri tistih, ki so ali aktivno udeleženi v tem, zdaj ali bom rekel, ali SBC, kot takšen, ali pa seveda, to se pravi, med podjetniki, tudi če niso člani, ker ostalih se itak to ne tiče. In je, bom rekel, zdaj tukaj pa velja še en vidik, da škoda, ki se na tak način dela, da neka senca pada v bistvu na neke podjetnike, tako naprej, pa res nekaj, kar si pa v bistvu tudi ne zasluži. Peter, če mogoče zaključimo našo tokratno debato počasi na točki, kjer smo jo začeli. Mediji, se pravi, dominantni mediji, vidimo posebnosti, ki so praktično slovenski unikum. Za vse glavne medije v državi dela ista agencija javnomnenjske oziroma volilne napovedi. Predsednik vlade hkrati nastopa na obeh največjih televizijah, včasih celo v istem terminu, praktično istočasno, kar je že, bi rekel, transcendentalna stvar. Kako ti to vidiš? To je nek zadnji labodji spev teh servilnosti medijev do aktualne oblasti, ali smo Slovenci tako inovativni na tem področju, orjemo ledino? Ne, to je nadaljevanje naše zgodovine. Mi smo imeli medije podrejene že v prejšnjem režimu. V času tranzicije se je politika na vso moč trudila, da ne bi bilo zasebnih lastnikov kapitala, še posebej ne tujcev, ki jih sploh nismo spustili v državo, s tem tudi nikoli nismo dobili v resnici zasebnega tiska, ki bi bil neodvisen od oblasti. In to, kar danes vidimo, je zgolj nadaljevanje tega truda politike, da bi mediji bili takšni. Mediji slovenski, ki se sicer postavljajo, da so neodvisni, pa ne vem kakšni, zato niso krivi. To je direktna posledica vladanja, ki to namerno povzroča in je to v interesu oblasti. Zdaj problem je seveda, če se oblast zamenja, ker potem eni drugi dobijo vpliv in potem je pa vik in krik nenadoma. To smo že tudi večkrat videli. Levica ima dosti večji vpliv, če pride desnica na oblast, je dostikrat velikanski revolt. Tisto, kar je bistveno, je to, da je pa za državo ta položaj, ko nimamo svobodnih medijev, ki bi bili v resnici pluralni in bi tekmovali med seboj, niti zakonodaje, zdaj so jo ravno spremenili, ki bi to spodbujala, v resnici imamo točno obratno. Za državo je to slabo, dolgoročno slabo. Slabo je tudi za izvedbo volitev, ker niso čisto poštene. In to bi, žal pa je nemogoče to po mojem rešiti, ker je preprosto, mi lahko pozorimo na te probleme, prav je, da se o tem govori, ne vem pa, kako je mogoče vplivati na politike, da bi se te nadmoči, ki si je vsi želijo, odrekli. Saj sam veš, nekoč si bil politik, kako pomembni so za politike mediji in politiki določajo to tranzicijo. V drugih državah so vsaj, teh vzhodne Evrope so vsaj spustili
v ta medijski sistem tujce. Ne. Pa še to, če pogledamo Madžarsko, je zanimivo, ne, tam so jih spustili noter, ampak potem, ko je Orban prevzel oblast, ki velja za bolj totalitarnega, jih je absolutno ven nagnal. Ne. In je sam se prevzel iz istega razloga, kot pri nas levica dela. Ne. To je podoben vzorec, ne, ki ga tam kritizirajo, je tukaj in popolnoma normalno. Tu mu poploskajo. Ja. Še to bi rekel, ne, da države, ki so ravnale drugače, v vzhodni Evropi so bistveno uspešnejše od nas in od Madžarov, ki imajo bolj pluralen sistem, pa bolj tudi odprt podjetniški trg, ne? Ker se manj ukvarjajo z tem, kako bojo dobičke delili zaposlenim, kar je lepo, če lahko, ne? Ampak bolj s tem, kako bi bilo več teh dobičkov, ker to je prava stvar, ki jo potrebuješ. Ne? No, jaz mislim, da to slovenski medijski prostor lahko rečemo, da je problematičen sam po sebi, ampak ključni akter tega slovenskega medijskega prostora je ustanova, ki je javna in je uzurpirana, in to je RTV Slovenija. RTV Slovenija pokriva 3 kanale in tukaj večina se ves čas zaletava v TV Slovenija, ker je pač zaradi nekih odmevnih oddaj in tako naprej. Ampak tukaj je Radio Slovenija, ki deluje pod radarjem velike večine kritikov in se jih niti ne jemlje in je ideološko enako opredeljena, kaj šele potem MMC. Ne? In mi imamo 3 kanale, ki so financirane iz skupne malhe, ki delajo v dobro ene strani. In to je ključna anomalija slovenskega medijskega prostora. Jaz lahko razpravljam o Planet TV, ne vem, Madžari, ne vem, vse te kritike, lahko razpravljam Pop TV-ju, kdo je v ozadju čeških lastnikov in tako, odkot se pravzaprav to napaja. Vse je to v redu, ampak mi imamo medij, ki ga plačujemo vsi. Dela pa v dobro ene strani. In to je ključni problem slovenskega medijskega prostora in tisti politik, ki se bo tega lotil na način, ne zgolj razmišljal, kako bo to prevzel in izkoriščal zase, ampak dejansko ali sistemsko ali kadrovsko, kako to uredil, je pač bo mogel imeti, kako bi rekel, ogromen cojones, to najprej na eni strani, ne? In na drugi strani, kako to speljati, jaz razen grškega scenarija iskreno tukaj kakšnih strašnih drugih vidikov ne vidim, ampak še enkrat, problem slovenskega medijskega prostora je RTV Slovenija s svojo naklonjenostjo levici in to je alfa in omega problemov v slovenskem medijskem prostoru. Jaz mislim, tudi Marcel Štefančič je vse povedal in da ni šanse, on je pač rekel, ne, to, kar ti praviš, jebeno več nas je in imel prav. Potem so še tistih malo, ki so bili tam počistili. Ja. To je pač, tu ne govorimo o javni televiziji, tu govorimo o državni televiziji in govorimo o televiziji, ki je pač takšna, kot jo je Marcel Štefančič dejansko opisal. Takšna je, on takrat ni govoril neumnosti, pa ne resnic. Povedal je to, kar je res. Ja, bil je brutalno iskren. Ne? Pa naredimo za tokrat tukaj piko. Peter Jančič, Edvard Kadič, najlepša hvala za vajina pojasnila in lucidne misli. Gledalke, gledalci, vam seveda hvala za pozornost. Mi se prihodnjič vidimo spet v torek. Do takrat pa kot zmeraj lahko noč in srečno.